Če ste spremljali brutalne umore Spencerja in Monique Tepe v Ohiu, veste, da ni bilo veliko informacij o preiskavi ali dokazih. Vendar pa je zdaj na voljo nova dokumentacija v zvezi s sodnim nalogom, ki je bila razpečatena. In pravkar smo izvedeli nove podrobnosti o tem, kaj so oblasti morda iskale in morda tudi našle. Kot bivši mož Monique, Michael McKee je obtožen tega brutalnega dvojnega umora. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Hej, na hitro, imam nekaj res vznemirljivih novic, ki jih želim deliti z vami. V redu, skupaj smo preživeli ogromno časa tukaj pri Law and Crime, veste, ko smo se poglabljali v vsako nenavadno preobrat in pozno nočne primere. Vendar smo želeli najti način, da vas še bolj približamo dogajanju. In zato končno lansiramo Law and Crime Plus. To je vaš novi prostor za tisoče ur oddaj brez oglasov in ekskluzivnih spisov o primerih, kjer se lahko sami poglobite v dokaze. To smo res ustvarili za skupnost ljudi, ki dolgo v noč analizirajo vsako podrobnost, medtem ko čakajo na razsodbo. Torej je ta prostor prav toliko vaš kot naš. Kar pogumno, prenesite aplikacijo, preverite funkcije in nam sporočite svoje mnenje. Obiščite lawandcrimeplus.com že danes in izkoristite našo omejeno ponudbo za samo 3,99 na mesec ali 40,99 za celo leto. Ena največjih vprašanj, ki jih imamo v primeru umora Tepe je, kakšni so pravzaprav dokazi. Poznamo žrtve. Spencer Tepe, 37-letni zobozdravnik, njegova žena, 39-letna Monique Tepe, starša 2 otrok. Vemo, da je šlo za brutalen zločin. Oblasti pravijo, da so bili hladnokrvno ustreljeni 30. decembra v svojem domu v Ohiu. To je v Wineland Parku na odseku ulice North 4th Street pri hišnih številkah 1400. Oblasti pravijo, da se je to zgodilo ob 3:52 zjutraj. Oblasti navajajo, da je bil Spencer ustreljen 7-krat, Monique 9-krat. Govorimo o celotnem nabojniku nabojev, medtem ko sta bila 2 mlada otroka para v hiši, ko se je to zgodilo. Na srečo pa nista bila fizično poškodovana. Par naj bi bil po poročanju razglašen za mrtve ure po streljanju ob 10:11 zjutraj. Očitno se je to zgodilo po prejetih klicih. Eden od njih je bil, ker se domnevno Spencer ni prišel v službo. Bil je tudi klic o tem, da je nekdo od zunaj videl truplo v hiši. In poznamo obtoženca. Oblasti pravijo, da je domnevni morilec Moniquin bivši mož, 39-letni vaskularni kirurg Michael McKee. Ločena sta bila od leta 2017, skoraj desetletje. In poznamo obtožbe. Oblasti trdijo, da je Maki živel 7 ur stran v Rockfordu v Illinois, ko se je domnevno odpeljal vse do hiše Tepejevih v Ohiu in jih ustrelil iz neposredne bližine. Obtožen je celo uporabe dušilca ali naprave za utišanje zvoka. Aretirali so ga v Rockfordu. 10. januarja obtožen je 4 obtožb za težki umor in vlom z oteževalnimi okoliščinami. Izrekel se je za nedolžnega. Trenutno je v okrožnem zaporu Franklin v Ohiu brez varščine. Kar pa nismo imeli, je bilo veliko dejanskih dokazov, konkretnih dokazov v tem primeru. Zdaj pa govorimo o novem razvoju dogodkov. Na novo razkrita dokumentacija v zvezi s sodnim nalogom nam daje več podrobnosti, ki jih želimo pregledati. In želimo govoriti o pomembnosti, želimo govoriti o tem, kaj so morda našli, kaj lahko obramba stori, da se upre. In da bo jasno, ko bom to razlagal in govoril o obtožbah, je Michael McKee nedolžen. Dokler ni dokazana njegova krivda, prav, ni bil obsojen. Da bi o vsem tem razpravljali, želim pozdraviti tožilca iz Ohia, nekdanjega namestnika generalnega državnega tožilca Marka Weaverja, prijatelja oddaje. Mark, vedno sem vesel, da te vidim. Že nekaj časa je minilo. Moram te vprašati v teh novih podrobnostih. Najprej, preden sploh začnemo, da vriševa ozadje, ko govorimo o nalogu za preiskavo in po poročanju po zakonodaji Ohia, koliko razumem, se lahko nalog za preiskavo odpečati po 90 dneh. Tako zdaj dobivamo več informacij. Po poročanju Columbus Dispatch so morali policisti, potem ko so našli družino Tepe, iti k sodniku, da je podpisal sodno odredbo za preiskavo, kar se je zgodilo, mislim, ob 11:36 dopoldne. Torej razmeroma kmalu potem, ko so bila trupla odkrita. Je to vse standardno? Zakaj sploh potrebujejo nalog? Ali rečejo, glejte, tukaj je zločin, tukaj sta 2 mrtvi osebi. Zakaj sploh potrebujemo nalog? Dokaze lahko tako izberemo. Ko je prizorišče zločina zavarovano in ni posebne naglice, zdaj seveda iskanje morilca pa je seveda nujno. Veliko tožilcev želi zagotoviti, da imajo dvojno varnostno zaščito. Tako je po 4. amandmaju potrebna sodna odredba za preiskavo. Obstaja več izjem od pravila o sodni odredbi za preiskavo, vendar ni nič boljšega, kot imeti sodno odredbo od sodnika.
tako da ko je čas, zavarujemo prizorišče in pridobimo sodno odredbo za preiskavo. Včasih se vrnemo po dodatno sodno odredbo za preiskavo, če prva odredba ni zajemala nekaterih stvari, za katere menimo, da bi jih morala zajemati. Mimogrede, če se malo vrnem nazaj, ali imam prav, da se lahko po zakonu Ohaja sodna odredba za preiskavo odpečati po 90 dneh? In zakaj prav ta časovni okvir? Ali je to problematično za tožilce, da te informacije pridejo v javnost že na tej točki, preden pride do sojenja? Veste, imate prav, tako to deluje. To je problematično, ker je bilo o tem primeru toliko medijske pozornosti pred sojenjem, hkrati pa ni bilo dovolj informacij, da bi zadovoljili želje javnosti, ki želi vedeti, kaj se je zgodilo. Ko pride več podrobnosti na dan, boste lahko videli obrambo. In poznam odvetnico obrambe Diane Menashi, zelo je dobra. Nima močnega primera, zato mora najti način, kako zaščititi svojo stranko. To bi lahko vključevalo zahtevo za spremembo kraja sojenja. To bi lahko vključevalo kakršnekoli predloge glede medijskega poročanja pred sojenjem, ki bi lahko omejile možnost javnosti, da izve več. Definitivno želim govoriti o njej. Želim govoriti o obrambni strategiji v tem primeru, vendar se moram najprej poglobiti v podrobnosti te izjave pod prisego. V redu, imamo to izjavo pod prisego policije, ki je podpirala odredbo za preiskavo in zagotavlja več informacij, kaj ne? Pokaže, zakaj smo potrebovali odredbo za iskanje dokazov. In nakazuje, da so preiskovalci zbrali 29 kosov dokazov, kar lahko vključuje predmete, ki so bili zapakirani skupaj, več brisov morebitne krvi ali DNK dokazov ter 15 kompletov prstnih odtisov. In da je bilo posnetih več kot 400 fotografij. Rad bi to obravnaval po delih. Torej, Mark, ko pogledaš to, začnimo najprej tukaj. Kje so dobili kri, DNK, prstne odtise? Morali so biti na določenih pomembnih mestih v hiši, kaj ne? Seveda, cilj je najti čim več v tistem delu hiše, kjer misliš, da so se umori zgodili. Naprimer, zdaj smo precej prepričani, da tam, kjer so bili otroci, se nikoli ni zgodilo nobeno kaznivo dejanje. Zato nas tisti del manj zanima. Bolj nas zanimajo kraji, kjer so bila trupla ali kjer mislimo, da je prišlo do vdora. V vsaki običajni hiši je povsod DNK. Zdaj, ko imamo možnost analize kontaktne DNK, ima vsaka hiša na stotine različnih vzorcev kontaktne DNK na najrazličnejših mestih. Pri krvi je seveda položaj nekoliko drugačen. Večina izmed nas nima krvi v svoji hiši. Toda preiskovalci kraja zločina, še posebej v tako grozljivem primeru, želijo najti več, kot je potrebno. Želijo poudariti, kaj vse morajo zbrati, ker ne vemo, kaj se bo pojavilo na sojenju. In kaj mislite, da bi lahko iz tega izšlo? Kakšne teste izvajajo? Ali je to bolj zapleteno zaradi dejstva, da gre za dom, kaj ne? Povejte mi vi, kakšne teste izvajajo na takšnih dokazih in kaj mislite, da lahko iz tega izhaja? No, analitiki DNK nam bojo najprej povedali, skoraj takoj lahko povedo, ali gre za moško ali žensko DNK. In če imajo vzorec DNK osumljenca, lahko poskusijo narediti primerjavo. Ni tako, kot je v nekaterih televizijskih oddajah. Moraš imeti dovolj vzorca. Pred kratkim sem vodil primer posilstva otroka. In eden od pokazateljev v tem primeru je bil, da smo lahko ugotovili, da je DNK pripadala moškemu, nismo pa mogli ugotoviti, kateremu moškemu. Torej je veliko odvisno od kakovosti vzorca in od tega, koliko vzorca je bilo odvzetega. Ja, in če najdejo vsaj en prstni odtis gospoda Mekija v tisti hiši, je to konec igre. Ali pa spet, veste, o tem bom govoril malo kasneje, ampak obstajala je trditev, da je bil že prej v tisti hiši, kaj ne? Mislim, da 6. decembra. Če tam najdejo njegov prstni odtis, je to zanj konec igre? To je zagotovo začetek konca igre. Ni nobenega razloga, da bi bil v hiši, v zasebnih delih hiše, tudi če je bil tam že prej. Če je njegov prstni odtis blizu trupov, v eni od spalnic, bodo morali za to najti neko razlago. Ponavadi bojo poskušali doseči dogovor, poskušali zmanjšati obtožbe, doseči nek izid, ker bo boj na sodišču zelo težak. Iz tega, kar smo doslej slišali o dokazih, se ne nabira le en dokaz, ampak več ključnih obremenilnih dokazov. Zakaj 400 fotografij? Kaj je bilo posnetih na teh 400 fotografij? In kako to pomaga tožilstvu? Kako to pomaga preiskavi? Različni forenzični tehniki to počnejo na različne načine. In nekateri izmed njih bodo, recimo, če je skodelica blizu trupla, naredili več posnetkov iz različnih kotov,
fotografirajo tudi od zgoraj. Fotografirate strani, kjer je ročaj, fotografirate z druge strani, fotografirate, kjer skodelica stoji, torej so 4 slike samo za eno skodelico. Nikoli ne veš, kaj bo na sojenju. Kakšen odvetnik obrambe predlagal poroti in rekel, zakaj niso posneli tega kota skodelice. Kaj tam počnejo? Porotniki lahko postanejo sumničavi, ko odvetniki obrambe raztrosijo takšna semena dvoma. Zato preiskovalci kraja zločina, odvisno od njihovega pogleda, pogosto pretiravajo s tem, kar je potrebno, namesto da bi jih kasneje obtožili, da namerno niso posneli kakšne slike. Ko govorijo o predmetih, ki so zapakirani skupaj, kaj s tem mislijo? No, to je lahko karkoli. To je lahko na primer škatla, v kateri je več predmetov, lahko je kup papirjev, ki so skupaj speti s sponko. To je splošen opis, težko je reči. Ampak, na primer, če je morilec imel opravka s tistim, kar je bilo zapakirano skupaj, bodo porotniki želeli vedeti, ali je bilo to prvotno zapakirano skupaj, ali je morilec to sestavil skupaj. So bili ti predmeti prej drugje, preden je prišlo do zločinov? Še enkrat, več kot imate fotografij in slik, kot tožilec lahko pregledam in izberem, katere od teh slik bom predstavil kot dokaz. Ne bodo vse. Izbral bom tisto, ki res pomaga povedati zgodbo. Rad bi izpostavil še nekaj drugega. Torej, po poročanju 10WBNS nalog kaže, da so oblasti iskale tudi strelno orožje, tulce in posnetke domačega varnostnega sistema. Povejte nam kaj več o tem. No, vsi zdaj vemo, da so posnetki domačih varnostnih kamer vse povsod. Bodisi gre za kamere na zvoncih ali pa za ljudi, ki postavijo kamere zunaj svoje hiše, v nekaterih primerih tudi znotraj. Torej, ti posnetki so pomembni ne samo z dneva zločina, ampak tudi iz dni pred zločinom, da se vidi, ali je kdo opazoval ali nadzoroval hišo, da bi ugotovil, kako pridi noter. Kar zadeva druge stvari, ki jih najdejo, nas seveda zanimajo vse kose strelnega orožja in tulce, tako v domu Makija, osumljenca, kot tudi v hiši, kjer se je zgodil zločin. Zakaj v tej odredbi ni več informacij? Imam še več stvari, ki jih želim izpostaviti, ampak zakaj ni več informacij, več podrobnosti o tem? Na začetku sem omenil, da se zdi, kot da ni popolnega razumevanja vseh dokazov, ki jih imajo proti njemu. V minuti bom govoril še o več dokazih, ampak zakaj v tej izjavi pod prisego ni več podrobnosti o tej preiskavi? Kolikor smo lahko videli, nismo dobili dejanskega izvoda. Gledamo poročila, ki temeljijo na tem. Zakaj je temu tako? Policija dobi občutek, kateri sodniki želijo, koliko informacij v izjavi za nalog za preiskavo, preden sodnik podpiše nalog za preiskavo. Tudi v odmevnih primerih nekateri sodniki ne potrebujejo veliko informacij. Vedo, da obstaja težava, vedo, da bodo pod drobnogledom in hitro podpišejo. Nočejo biti kritizirani, ker niso izdali naloga za preiskavo. Zato je to odločitev od policista do policista. To je odločitev od kaznivega dejanja do kaznivega dejanja in od sodnika do sodnika. Zdaj pa, po poročanju Columbia Dispatch, je to vsa gradiva, ki so jih tožilci poslali odvetnici gospoda Makija Diani Minaši. Omenili ste jo prej, tudi mi smo jo že intervjuvali. Mimogrede, o njej smo govorili že v prejšnji oddaji Sidebar, ko je prevzela ta primer. Govorili smo o njenih prejšnjih primerih, njeni obrambni strategiji, njeni uspešnosti v odmevnih kazenskih primerih. Je odlična odvetnica. Vsem priporočam, da si ogledate tisto epizodo, če želite izvedeti kaj več. Tukaj pa, po poročanju Dispatcha, je to, kar naj bi bilo poslano. Torej, več nalogov za preiskavo iz Ohaja in Illinois, poročila strokovnjakov za strelno orožje. Primerjalne slike in slike dokazov. Več kot 4000 medijskih predmetov, vključno s foto in video dokazi, diagrami in skeni z kraja zločina. Več kot 250 videodatotek nadzornih posnetkov iz bolnišnice Rockford, kjer je McKee delala. Mimogrede, mi, javnost, trenutno ne moremo videti vseh teh dokazov, ampak vseeno bi rad o tem govoril. Mark, odredbe za preiskavo. Ali bo Diana Minaši pregledala te naloge in preverila, ali so pomanjkljivi, ali presegajo obseg, ali temeljijo na napačnih informacijah? Povejte nam, kako obrambni odvetnik izpodbija odredbo za preiskavo in kaj se zgodi, če je pri tem uspešen? No, vloženih bo veliko predhodnih predlogov, še posebej, kadar je veliko dokazov. Naloga odvetnika obrambe je, da poskuša najti napako v postopku, da poskuša prepričati sodnika, da so organi pregona ali tožilci na nek način preskočili kakšen korak, prekršili pravilo
ali naredili nekaj, česar ne bi smeli. To smo nazadnje in najbolj razpitno videli v primeru Aleka Baldwina. Vsi vedo, da je Alec Baldwin ustrelil in ubil tisto žensko. O tem ni nobenega dvoma, vendar je bil primer zavržen. Ne zato, ker ne bi bil kriv, ampak ker naj bi bila težava v tem, kako je tožilstvo vodilo primer in sodnik ga je zavrgel. Tako se obrambni odvetniki, še posebej v primerih, kjer so dokazi močni, v predhodnih postopkih zelo osredotočajo na napake, ki so bile storjene. Zdaj govorili ste o količini dokazov, ki so bili predani obrambi. Cinik bi rekel, da je to strategija, tukaj je kup sena, pejdi in najdi svojo iglo. Nekdo drug bi morda rekel, da noče biti obtožen kršitve po zadevi Brady proti Marylandu, sodbi Vrhovnega sodišča ZDA, ki pravi, da mora tožilec predati razbremenilne dokaze. Torej, nekdo drug bi morda rekel, dal ti bom vse, igrali bomo z odprtimi kartami. V vsakem primeru je to ogromno dela. In stotine in tisoče ur dela bodo porabljene za pregledovanje teh dokazov in pripravo obrambe. Mislim, da so poročila strokovnjakov za strelno orožje zelo zanimiva, ker me zanima, kaj lahko tam pričakujemo. Ker kolikor jaz razumem, so oblasti domnevno zasegle orožje v McKeevem domu v Illinoisu, za katerega verjamejo, da je povezano z umori Tepe in da to temelji na predhodnih balističnih testiranjih. Torej govorimo o morebitnem morilskem orožju, kaj ne? Kakšno je to testiranje? Kakšno je to testiranje? Povedal vam bom, samo naj dodam na seznam. Po besedah načelnice policije v Columbusu, Elaine Bryant, uporabljajo nacionalne balistične podatke prek nacionalnega integriranega balističnega informacijskega omrežja ali NIBIN. Torej, kaj bi ti izvidi pravzaprav povedali? Kaj je predhodno testiranje? No, izstrelki, torej svinčeni del naboja, in tulci imajo svoj lasten podpis, ki je edinstven za pištolo, skozi katero gredo. Niso registrirani. Naprimer, ne vsak naboj ima serijsko številko. Ampak glede na vrsto orožja, iz katere pride, lahko pusti podpis, ko gre skozi cev, glede na edinstvene kovinske značilnosti notranjosti te cevi. Če to povem, vemo to v primeru Charlieja Kirka, kjer trenutno poteka razprava o tem, ali je mogoče naboj povezati s puško. Pred leti sem delal v primeru streljanja, v katerega so bili vpleteni policisti, kjer je moralo več policistov istočasno streljati na osumljenca, ki je meril s pištolo. In ko smo te naboje dali v analizo, so bili v tem primeru vsi iz pištol Glock. Strokovnjak nam je povedal, da zaradi narave teh pištol ni bilo mogoče ugotoviti, katera pištola je izstrelila kateri naboj. Torej, včasih vemo, da lahko naredimo neposredno primerjavo. Včasih tega ne moremo, zaradi narave notranjosti cevi in načina, kako orožje izstreli naboj. In če bi primer temeljil samo na tem, in če lahko vzbudite malo razumnega dvoma glede morilskega orožja, glede tega, kdo ga je uporabil, ali če je to sploh pravo orožje, bi to lahko pomenilo konec primera. Ampak ko to združite z drugimi dokazi v tem primeru, je to le delček sestavljanke, kaj ne? In o tem bi rad še malo govoril, ker ko pravim, 250 videodatotek nadzornih posnetkov iz bolnišnice Rockford, kjer je delal McKee, je bilo poslanih Diani Minaši. Preden sploh začnem z drugimi dokazi in bom prišel tudi do tistega mobilnega telefona in avtomobila. Kaj tam iščejo? Zakaj je to pomembno v povezavi s krajem, kjer je delal? Poskušajo sestaviti vzorec, kje je bil obtoženec v dneh in tednih pred zločinom, kdaj je prispel, iz katere smeri, nato pa preveriti, ali se je ta vzorec spremenil. Prav tako bi morda želeli videti, kaj je nosil. Kot je znano iz primera O.J. Simpsona, civilnega primera, so vrsto čevljev, ki jih je uporabil pri umoru, našli na fotografiji njega na dobrodelnem dogodku nekaj let prej. Zelo nenavadni čevlji, ki jih niso pogosto prodajali. Tako so preiskovalci civilnih odvetnikov s pogledom na fotografijo njega na dobrodelnem dogodku mesece ali leta pred umorom uspeli prepoznati tisti par čevljev kot tiste, ki jih je morilec nosil na noč umora. Torej, podobno, iščete vzorce, čas, oblačila, stvari, ki jih morda nosi ali pa jih ne nosi s seboj. Nikoli ne veš, kaj bi lahko bilo namig, tako za obrambo kot za tožilstvo.
In tukaj bi rad prešel na druge dokaze, prav? Ker imamo še nekaj dokazov, za katere smo vsaj izvedeli tekom te zgodbe. Naprimer, časopis Columbus Dispatch poroča, da Makijev mobilni telefon ni kazal nobene aktivnosti 17 ur, oziroma naj ne bi kazal nobene aktivnosti 17 ur. In ponovno je bil zaznan šele, ko bi se nekdo vračal v Rockford. In trdijo, da podatki kažejo, da je bil Makij v bližini hiše družine Tip tudi več ur 6. decembra, vendar sta bila takrat zakonca izven mesta. NBC celo poroča, da je varnostna kamera posnela, kako je vstopil v hišo. Mark, povej mi kaj o tem. Ja, to je ena najbolj zaskrbljujočih stvari za obrambo. Ni nobenega dobrega razloga, da bi bil 3 zvezne države stran proti vzhodu na domu svoje bivše žene. Lahko ima slabe namene. Zdaj, nekdo bi lahko rekel, da to ni nezakonito. Ne pravimo, da je to nezakonito. Pravimo, da to kaže, da ima še vedno zelo nevarno zanimanje za svojo bivšo ženo in njenega novega moža. Vsak, ki ima vsaj malo pameti, ve, da te tvoj mobilni telefon sledi kamorkoli greš. In posledično bo vsak, ki ima vsaj malo pameti in noče biti izsleden, nekako onemogočil svoj mobilni telefon. Izklopil ga bo. Odstranil bo baterijo. Naredili bodo nekaj, kar bi preprečilo, da bi se kakršenkoli signal oddajal do bazne postaje. In verjetno se je prav to zgodilo tukaj. Če je pripravljen, pomislite na to. To ni zločin iz strasti. Zločin iz strasti je, ko naletiš na nekaj in ravnaš impulzivno. Ko živiš v Illinoisu in tvoja bivša žena živi v Ohaju, ti že sama vožnja tja da dovolj časa za tisto, kar zakon imenuje predhodno premišljevanje in načrtovanje. In kot del predhodnega premišljevanja in načrtovanja, kriminalca razmišlja, kako se lahko izognem odkritju. Izklopil je svoj mobilni telefon, ga dal v posebno torbo, kjer signal ne pride ven, kakorkoli ga je onemogočil, to je verjetno tisto, kar se je zgodilo. To je podobno kot pri Kobergerju, ko so rekli, da je izklopil svoj telefon v ključnem času umorov, ampak vsaj imel je nekakšen, ne vem, mislim, da to ne bi delovalo, ampak recimo hodil je v šolo relativno blizu, morda bi se lahko vozil po tistem območju. Če lahko s podatki iz mobilnega telefona ali s posnetki nadzorne kamere dokažejo, da je Makij tam, potem to nima smisla. Mislim, da bo to precej problematično za Diane Minashi. Čeprav se sprašujem, ali lahko napadeš same podatke. Je to sploh kdaj učinkovito? Rečeš, hej, to ni v redu, ne morete gledati podatkov iz mobilnega telefona, so nezanesljivi. Ne morete gledati posnetkov nadzorne kamere, so nezanesljivi. Ali to deluje? Običajno to ne deluje prek izločitve dokazov, ker bi moral na naroku za izločitev dokazov dokazati kršitev 4. amandmaja. Pogosteje bodo poskušali napasti temelje ali pristnost teh dokazov. Na sojenju ima tožilec dolžnost predložiti dokaze sodniku in reči: sodnik, tukaj so temelji za te dokaze, tukaj je overitev teh dokazov. Prosim, sprejmite to kot dokaz, da bo porota lahko to upoštevala. To je del, kjer bo obramba to napadla. Nekako bojo rekli, da ni ustrezne podlage, da ni ustrezno overjeno. Poskušali bodo preprečiti, da bi bilo to sprejeto. Bodisi na predobravnavnem naroku, pri čemer gre za tako imenovan predlog in limine za omejitev dokazov na sojenju ali pa med samim sojenjem, ko pokličejo na pričo osebo, ki je zbrala dokaze. In s križnim zaslišanjem in spodbijanjem postopka zbiranja teh podatkov iz mobilnega telefona. In zdaj moram preiti na ta drugi ključni dokaz. To je pomembno. Oblasti pravijo, da so zaznale avto blizu doma Tepeja pred umori. In potem naj bi ta avto po umorih odšel, na kameri so ga v tistem območju ujeli vsaj še enkrat. In domnevno so ga izsledili do Makija in nazaj do Rockforda. In trdijo, da naj bi Makij uporabljal vsaj 2 registrski tablici na tem srebrnem SUV-ju, vključno z eno ukradeno tablico iz Ohaja in eno iz Arizone. In ko so očitno našli avto, naj bi imel arizonsko tablico in obstajali so dokazi, da je bila nalepka, citiram, na hitro odstranjena. Mark, prvo, kako to vedo? Kakšni dokazi bi bili uporabljeni na sojenju, da to podprejo? In drugo, kako problematično je to za obrambo? Ja, to je morda eden najmočnejših dokazov, kar sem jih videl v tem primeru. V 49 zveznih državah, vključno z Ohajem, so nameščene kamere Flock. To je ime podjetja, ki sledi registrskim tablicam in omogoča policistom, da najdejo ukradene avtomobile, ljudi, za katere je razpisan nalog, celo vozila z neveljavnimi registrskimi tablicami.
In tako, ko se vsi vozimo po ulicah v večini zveznih držav, te kamere zajamejo naše registrske tablice in so dejansko programirane tako, da posebej prepoznavajo registrske tablice ter jih preverjajo glede na razpisane naloge. Verjetno je od tam prišlo. Povsem mogoče je tudi, da je prišlo iz varnostnih kamer bližnjih domov, toda kamere Flock so vse prisotne v velikih mestih, kot je Columbus. Tako jih boste večkrat naleteli nanje, ko se boste vozili skozi mesto. Spet nekdo, ki je pameten, to ve. Ne moreš biti zdravnik in ne biti pameten, ne? Torej, nekdo, ki je pameten, to ve. In kot rezultat je začel ukrepati, da bi poskušal prikriti, da je to on. Kraja registrske tablice je očitna stvar. Nihče od nas ne varuje svoje registrske tablice. Vse, kar potrebuješ, je izvijač, da jo odstraniš. In potem odstranjevanje nalepk, ki bi lahko kazale, iz katerega okrožja je. Naprimer, v Ohiu ima vsaka registrska tablica nalepko, ki kaže, iz katerega okrožja je. To je morda tudi on naredil. Ampak, Mark, v tem primeru je toliko stvari, ki jih ne vemo. Naj ti dam primer. Pravijo, da so se ti umori zgodili ob 3:52 zjutraj. Kako oblasti to vedo? No, nekaj od tega bi lahko bilo. Zdravnik ti ne more, tudi forenzični specialist ti ne more povedati natančnega trenutka smrti. Toda druge naprave, elektronske ali drugačne v hiši, ki so morda bile vključene, bi to lahko omogočile. Seveda, ljudje, tisti med nami, ki nosimo pametne ure, vemo, da na primer moja pametna ura nenehno spremlja moj srčni utrip in stvari, ki se dogajajo v mojem telesu, ne glede na to, ali sem zdrav ali ne. Tako to ustvarja povsem nov nabor dokazov, ki jih še pred 15 leti nismo imeli in nam lahko povedo, kaj se dogaja v človekovem telesu na podlagi ure, ki jo nosi, ali druge naprave. Ja, to je dobra točka. Ampak spet, toliko informacij nam manjka, da bi si želel jasno razlago. Ampak spet, to je namen sojenja. Motiv še ni bil predstavljen, kaj ne? Ni nujno. In da bo jasno, ni nujno, da je to sploh prikazano ali dokazano. To ni element obtožb. Pomaga pa sestaviti sliko, pomaga povedati zgodbo poroti. In ena od stvari, ki so prišle na dan, NBC je to izpostavil, o tem so poročali, je ta problem. Izjava pod prisego, ki nakazuje, da je neka oseba povedala oblastem, da naj bi McKee grozil Monique, rekoč, da jo lahko, citiram, ubije kadarkoli in da jo bo našel ter kupil hišo tik poleg njene. In da naj bi bila tudi izjava, da bo vedno njegova žena. In domnevno je Monique o tem povedala priči. Ne vem, ali gre tu za izjavo iz druge roke, ampak Mark, je tako. Mislim, najprej mi povej, ali bi šlo za izjavo iz druge roke, ampak ali je to tudi vrsta dokaza, ki bi pomagala? Mislim, ali je to vrsta dokaza, ki bi pokazala, kako nekdo, kar naredi ta primer tako nenavaden, po toliko letih ločitve kar naenkrat pride in naj bi ubil njo in njenega moža? Najprej odgovorimo na vaše zadnje vprašanje. To je vrsta dokaza, ki bi pomagala poroti, če ga lahko dobimo. In na vprašanje o izjavi iz druge roke bom odgovoril v trenutku. Kot ste omenili, nam ni treba dokazovati motiva, vendar porote obupano iščejo motiv. Še posebej v primeru s tako resnimi kaznimi, kot je ta. Torej bi si porotniki želeli imeti neko teorijo. Veliko jim pomeni, če vedo, razumem, zakaj bi to naredil. To pomeni, da je verjetno res on to storil. Torej, če to pride v igro, je to močan dokaz o motivu, čeprav ga ni treba dokazovati. Zdaj, kar zadeva izjava iz druge roke, je izjava podana zunaj sodišča, ki se uporabi za dokazovanje resničnosti svoje vsebine. Postavite Johna na pričo. Če John reče, gospa Tepe mi je to enkrat povedala, gre za izjavo iz druge roke. Se pravi, zato ni nobene izjeme od pravila o izjavah iz druge roke. Ampak če John pride in reče, ne, obtoženec mi je to enkrat povedal, je to izjema od pravila o izjavah iz druge roke. To ni izjava iz druge roke. Kar je obtoženec povedal, čeprav je to izjava zunaj sodišča, se ponudi za dokazovanje resničnosti svoje vsebine. Obstaja posebna izjema pri pravilu, ki to dovoljuje. Torej bo odvisno od tega, kdo je oseba, ki to izjavo podaja in od kod je ta oseba to slišala. Ali mislite, da je to pomembno? Ker o tem še nismo imeli priložnosti govoriti. Poročali so, da je bil McKee 3 mesece pred streljanjem očitno tožen zaradi zdravniške malomarnosti. Revija People navaja, da je prijatelj Monique povedal, da je menil, da ne more živeti brez njega, da ga potrebuje. Torej, da bi ona uspevala v svojem novem zakonu, je to popolnoma uničilo njegov krhek mali ego. Mislim, to je mnenje nekoga.
Toda koliko tega, kar se dogaja v življenju Mekija, ali naj bi se dogajalo v njegovem življenju, bo imelo vlogo na tem sojenju? Obstaja pravilo o dokazih, ki ga morajo sodniki upoštevati, in pravi, da je treba dokaze, ki so bolj škodljivi kot dokazno pomembni, izključiti. Škodljivo pomeni, da bo vzbudilo čustva pri porotnikih. Dokazno pomeni, da poroti daje vpogled v zločin. Zato obstaja tehtanje med tema dvema vidikoma. To je zelo pogosta izjema, ki jo vidite na sojenju. Sodnik, to je bolj škodljivo kot dokazno pomembno. To bo zavedlo poroto. To jih bo speljalo v smer, ki ne pove ničesar o elementih tega primera. Zato bi bil presenečen, če obramba od sodnika ne bi zahtevala odločitve o tem. Mislim, da bi to prišlo na dan. Če bi bili ti dokazi predloženi, bodisi pred sojenjem, bi Diana Menashe in njena ekipa skušali izločiti to pričanje, ali pa med samim sojenjem. Zaprto statusno konferenco bodo imeli 13. aprila, kjer si predstavljam, da bodo verjetno skušali določiti prihodnje datume za, predloge ali obravnave. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak spet je za zaprtimi vrati, ne bomo dobili veliko informacij. Ampak končal bom s tem. Poglejte, to je zelo odmeven primer. Veliko ljudi je zelo vpetih v ta primer. Njihova smrt je pretresla tisto skupnost, njihove prijatelje, njihovo družino. Grozno je. Da vam dam občutek o tem, NBC je poročal, da so sorodniki Tepejevih povedali, da sta imela ta par, citiram, čudovit, močan in globoko srečen odnos, da je družina strta od žalosti. Citiram, čeprav noben izid ne more nikoli izbrisati te izgube, je naša družina zavezana, da bo ta tragedija v celoti in pošteno zadoščeno pravici, ter da bomo počastili Spencerja in Monique s tem, da bomo zaščitili prihodnost otrok, ki sta jih tako globoko ljubila. Veliko govorimo o dokazih, ampak to je človeška plat zgodbe. Mark Weaver, hvala, da ste si vzeli čas. Res cenim. Hvala, Jesse. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.